Dobro. Dober dan, lepo pozdravljeni na današnjem akademskem forumu. Me veseli, da ste se odločili za obisk. Najprej bi rada povedala, da je to že tretji akademski forum v sklopu projekta, ki ga podpira Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Vodja projekta, ki ima naslov Integralna prihodnost Evropske unije, pa je profesor Matej Avbelj, rektor Nove univerze. Če na kratko povzamem, kaj je bistvo tega projekta, torej zanima nas, vse, ki smo v okviru tega projekta, ali potrebujemo več Evropske unije, ali jo potrebujemo manj, ali je morda to, kar trenutno imamo, ravno prav. Ampak to je zelo, zelo poenostavljeno. Gre sicer za vsebine, ki so bistveno bolj kompleksne. Bi pa rada v zvezi z temo, ki smo jo za danes izbrali, se pravi za naslov Migracije Evropska unija in vloga oboroženih sil, smo se odločili zaradi tega, ker je v letu 2015, se verjetno še vsi zelo dobro spomnite, smo imeli evropsko migrantsko krizo. Takrat je Slovenija, pa tudi mnoge druge države, angažirale oborožene sile z namenom, da to migrantsko krizo nekako regulira. In danes, praktično 5 let kasneje, je še vedno tako, se pravi slovenska vojska konkretno v Sloveniji skrbi za varovanje meja. In na to temo, pa seveda kaj to pomeni širše v evropskem kontekstu, bi želeli danes poiskati nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja, da pa bi dobili malo občutka, zakaj pravzaprav sploh gre pri tej migrantski situaciji, bi z vami rada delila nekaj številk, zato da bomo približno vedeli, zakaj gre. Torej, v času evropske migrantske krize je ozemlje Republike Slovenije prešlo približno nekaj manj kot 400,000 ljudi. Če sem bolj natančna, 358,583. Za primerjavo naj omenim, da je recimo Republiko Slovenijo v klasičnem pomenu besede prestopilo 60 milijonov tujcev, torej kot regularnih migracij. In takrat je bilo 3500 takih tujcev na meji zavrnjenih. Sicer pa imamo v Republiki Sloveniji različne migracije, torej različne tujce, ki so v statusu stalnega in začasnega prebivanja tujca, torej imajo regularno vse urejeno. In v letu 2019, konec leta, smo imeli takih tujcev 159,000 v skupnem številu in sicer te tujci prihajajo v Slovenijo iz 135 držav. Zdaj, med temi tujci so pa nekateri iz nekaterih držav, ki so bolj pogosti kot drugi, in sicer na prvem mestu so državljani iz Bosne in Hercegovine in v letu 2019 smo imeli v takem statusu 85,000 ljudi. Na drugem mestu so ljudje iz Kosova, ki jih je bilo na to isto leto 24,000, potem so na tretjem mestu državljani Srbije, ki jih je bilo 20,000, na četrtem mestu državljani Severne Makedonije in šesto in peto mesto si pa izmenično delijo državljani Rusije in Ukrajine. Tako teh pa je bilo v letu 2019 recimo v Sloveniji 3,500 Rusov in pa 2,500 Ukrajincev. Navedene številke z vami delim zato, da boste približno dobili občutek, koliko pa je tistih migracij, ki so pa ilegalne, ne? Za leto 2019 imamo podatek, da je bilo v Sloveniji, se pravi uradno zabeleženih 16,000 ilegalnih prehodov meje. Predstavljam si, da je verjetno obstaja tudi neko število, za katerega morda niti ne vemo, ampak državljani, ki so v 2019 najpogosteje bili kot ilegalni migranti registrirani ali pa zaustavljeni, katerikoli izraz že uporaben, so bili na prvem mestu ljudje iz Pakistana, potem iz Alžirije in Afganistana. Torej, lahko nekako sklenemo, da ima Slovenija težave pri varovanju šengenskega pravnega reda in seveda tudi svoje meje. V to, kot sem že rekla, je bila poleg policije dodatno angažirana slovenska vojska. In danes nas predvsem zanima,
kakšna je situacija pravzaprav danes, kar se tega tiče, kaj se nam obeta v prihodnje in kaj in kako bi morda morali se organizirati v Sloveniji, pa seveda tudi širše v okviru Evropske unije, da bi na tem področju kaj spremenili. In moji gostje danes so, na moji levi je docent dr. Branimir Furlan, vojaški svetovalec ministra za obrambo, na moji desni je gospod Boštjan Šefic, verjetno se ga večina od vas spomne iz evropske migrantske krize v 2015 kot nekje najbolj medijsko izpostavljeno osebo. Trenutno je svetovalec ministra za obrambo. In na moji skrajni desni je dr. Rok Svetlič, znanstveni svetnik, ki prihaja iz Znanstveno-raziskovalnega inštituta v Kopru. Torej, moji gostje danes tukaj niso po službeni dolžnosti, ampak so prišli v svojem privatnem času in bojo z nami delili svoja osebna stališča, mnenja, predloge, izkušnje, neodvisno od tega, kje so zaposleni. Tako da smo si mi, ko smo pripravljali ta akademski forum, zastavili 3 ključna vprašanja, na katere bi želeli dobiti odgovore, o katerih bi se želeli pogovarjati. Z organizacijskega vidika je zadeva zamišljena tako, da seveda jaz postavim ta 3 vprašanja vsem mojim gostom. To ne bi trajalo največ 50 do 60 minut. Kasneje pa bomo dali priložnost tudi vsem vam, ki ste tukaj, da mogoče izmenjate kakšne ideje, izkušnje, podate kakšne predloge, pa upam, da bojo tovrstne razprave na podobne teme, kar se tiče skupne varnostne in obrambne politike EU, tudi vnaprej dobro obiskane in da bojo zanimale čim širšo javnost v naši državi. Tako da, naše prvo vprašanje se glasi, v jeseni 2015, torej v času evropske migrantske krize, je slovenska vlada v reševanje krize napotila tudi slovensko vojsko. V ta namen je bil spremenjen zakon o obrambi. V letošnjem letu slovenska vojska še vedno pomaga policiji na meji in sicer izvaja podporno nalogo tej policiji, ampak številke kažejo, da je v to svojo nalogo vedno bolj vpeta, še ekstra so se povečale te številke v letu 2019. In seveda zanima nas, kaj to pomeni za slovensko vojsko, kaj to pomeni za našo državo, kaj to pomeni za migrante in kako naprej. Tako da bi jaz pri tem vprašanju najprej besedo dala docentu Furlanu, pa prosim za vaše mnenje v zvezi s tem vprašanjem. Ja, hvala lepa, lep pozdrav, hvala za vabilo. Jaz prinašam vojaško dimenzijo v to razpravo o migrantski problematiki in sem vesel, da je tudi kar nekaj kolegov tle, tako da kasneje v razpravi seveda spodbujam, da dodajo še eventualno kakšne specifične poglede na vlogo vojske v tej problematiki. Mimogrede, tista leta 2015-2016 so seveda bila koristna za pridobivanje izkušenj, marsikakšen pokazatelj za izboljšave v organizacijskem smislu, sistemskem in tako naprej, pa vendar je situacija različna, ne bom šel zdaj v detalje, lahko kasneje kaj se pogovarjam, ampak da razumemo, da je marsikakšen skupni vajs, gre pa za popolnoma 2 različne situacije in iz tega tudi, bi rekel, vloga vojske v eni ali pa drugi. Zdaj, ta angažiranje slovenske vojske seveda sodi v kontekst zakonskih nalog uresničevanja poslanstva. Ni glavna naloga, je pa seveda predpisana in podpora policije je sestavni del zakonskih obveznosti, ki jih ima slovenska vojska. Ima večplasten pomen, jaz bom izpostavil par pozitivnih aspektov, pa seveda tudi tistih negativnih s stališča organizacije in posameznika, s stališča narave vojaške organizacije bi lahko rekel in pa seveda tudi posameznikov znotraj te organizacije. V pozitivnem smislu je na nek način zadovoljevanje družbenega imperativa vojske. Vsaka vojska sledi temu, da zadovolji tako družbeni kot tudi tisti funkcionalni imperativ in seveda z angažiranjem na meji v podpori policije, pa predvsem seveda zagotavljanje varnosti, izpolnjuje to imperativ. Tle se gre za legitimnost, za nek prispevek skupni varnosti, varnosti posameznika, družbe,
opravičevanje nekega smisla vojaške organizacije oziroma te vloge v družbi in seveda to so pozitivni učinki in tudi posameznik lahko to prepoznava kot neko korist, ki jo daje tej družbi. Drugo je seveda krepitev sodelovanja z enim izmed nosilcev v podsistemu nacionalne varnosti, v notranji varnosti s policijo. Za vsako družbo in seveda tudi v Sloveniji za sistem nacionalne varnosti, kjer so te podsistemi, je vsaka oblika sodelovanja praktičnega dobra, s tem se, bi rekel, seznanja organizacijske kulture se spodbujajo oziroma se seznanja z načinom delovanja enih in drugih in v tem primeru Slovenska vojska in policija seveda postavljata tudi določene operativne povezave in vse skupaj to krepi sistem nacionalne varnosti. In seveda pozitivno predvsem v tem varnostnem segmentu. Tretje je civilno-vojaško sodelovanje, ki je sestavni del delovanja vsake vojske v demokracijah in seveda gre za določene oblike podpore, ki jih vojska daje civilni sferi, pa tudi uživanje neke podpore v obratnem smislu in nasploh vpetosti v družbo. Tukaj seveda za sodelovanjem pri teh aktivnostih gre za večjo vpetost v lokalno okolje, večjo prepoznavnost vojske med ljudmi. Mogoče smo s prehodom na pretežno poklicno vojsko izgubili nekaj tega, kar smo imeli v teritorialni obrambi, čeprav še enkrat civilno-vojaško sodelovanje je sestavni del našega življenja v vojaški organizaciji, ampak tukaj gre za krepitev tega segmenta in to je dobro. No in nenazadnje ima s stališča posameznika to tudi finančne vplive in vsak tak, ki sodeluje pri teh aktivnostih kot posameznik, približno 1/5 ima večjo plačo tisti mesec in to je vsekakor pomembno za posameznika, za družino, za materialni status in če ne drugega, posameznik lahko prepoznava v tem tudi materialno korist. Kot pravi Slovenec, bom zdaj mogoče najdel več negativnih aspektov, se šalim, ampak definitivno nosi tudi nekaj negativne konotacije. To sodelovanje spet seveda z stališča vojaške organizacije. Če družbeni imperativ se krepi ali pa se zadovoljuje, se potem ta funkcijski seveda trpi. Kaj to pomeni? Funkcijski je, da smo čim bolj vojaki učinkoviti pri poslanstvu, obramba, bojne naloge, bojno delovanje, seveda tisto, kar je poslanstvo vsake vojske in seveda z izvajanjem policijskih nalog, ki so podporne narave in niso, bi rekel, tipične vojaške naloge, seveda je tukaj trpi ta del, ker se jemljajo resursi, ker se določene enote ne morejo posvetiti tisti, bi rekel, temeljni dejavnosti in seveda tukaj je nekaj negativnega vpliva. In z druge strani seveda tudi vsaka organizacija si želi biti učinkovita. Tukaj se srečujemo z fenomenom, da vojaška organizacija podpira en drug segment nacionalne varnosti in seveda izvaja naloge na način, ki jih ta nosilec sicer izvaja, pa seveda lahko pride pod vprašaj, ali ne bi mogoče za načinom, ki ga sama vojaška organizacija obvlada, mogoče prišla tudi do še bolj večjega učinka. Skratka, gre se za vojaške proti policijskim, bi rekel, metodam, taktikam in tako naprej. Logično je seveda, da tle se izvaja to, kar dela policija, nenazadnje se gre za podporo, ampak seveda vojak lahko razmišlja, ali mogoče v nekih drugih okoliščinah skladno z pristojnosti, ki bi bile dovoljene in na vojaški način, ali ne bi mogoče lahko to izvedel bolj učinkovito. Vsekakor to angažiranje ne prispeva k pripravljenosti Slovenske vojske. Veste, da se to ciklično poroča. Drugi mesec bomo šli spet skozi to obdobje, kjer bo sporočila. Veste, da se v javnosti govori, vrhovni poveljnik obrambnih sil poudarja, da včasih ni zadovoljiva, nezadostna, kakorkoli ni tam, kjer bi želeli in seveda ta segment ne more v ničemer prispevati, da bi bilo boljše.
In gre spet na račun tistega funkcijskega imperativa. Če nekaj delam zelo intenzivno in se trudim, pa to nima efekt na tisto, da sem prepoznan kot pripravljen učinkovito vaša organizacija, se pravi, imamo potem lahko tudi ta konflikt motivov. Po eni strani dobro je, da delam, ker s tem prispevam, na drugi strani pa s tem jaz v bistvu si omejujem tisto, za kar pravzaprav sem namenjen. In tako angažiranje seveda ne more krepiti bojnega karakterja slovenske vojske. In se lahko tudi vprašamo, ali bo prispevalo, ali lahko prispeva k večji motivaciji, da se nekdo pridruži vojski. Ker na neki stopni tudi ta zadovoljni posameznik, ki je finančno dobro spodbujen, lahko začne razmišljati, a je pravzaprav vstopil v vojsko zaradi takih nalog. Verjetno si ne želimo, da nekdo reče, ok, kakorkoli me plačate, bom pač delal tisto, za kar me rabite. In ali je to motivacija mogoče tudi za novi? To so nekatera vprašanja, ki si seveda lahko postavimo. Ima tudi finančne posledice, ne nazadnje, ni s stališča celotnega proračuna vojaškega, to ni velik strošek. 7 milijonov primerjavi za 400 milijoni, kolikor se ocenjuje za letošnje leto, to ni strahovit strošek, če ga pa seveda postavimo v kontekst, da je to 13% tistega denarja, ki bi sicer šlo za investicije ali pa opremljanje, ali pa je to 8% tistega, kar vojska porabi za delovanje, ker seveda največji delež še zmeraj plače, pa to ni zanemarljiv strošek. In seveda tudi resursi, 170 je zdaj pripadnikov nekje angažiranih, kar spet ne zveni veliko. Čeprav se vojska zmanjšuje in nas je tam 6300 plus, 170 pa si menda lahko privoščimo, bi nekdo rekel, ampak če pogledate, da se to izvaja neprekinjeno, 24/7, da so nekateri na počitku, nekateri, da so to izmene. In če pogledamo, koliko ljudi si je izplačalo, oziroma jih je pripadalo, recimo za november lani teh 20% na račun meje, je tam bilo okoli 900 ljudi, ker so seveda še podporne službe in tako naprej. 900 je pa že veliko, bi rekel, je pa že ena sedmina od celotne sestave vojske, in če še pomislite, da jih je 350 stalno odzunaj, 350 se jih pripravlja, 1000 ljudi je v stalnem pogonu za mednarodne operacije, potem je to velika obremenitev za organizacijo in ima posledice. In s tem bi tudi končal. Hvala. Ok, hvala lepa. Zdaj pa bi kar dala priložnost gospodu Šeficu, mogoče civilni vidik. Ja, hvala lepa. Najprej bi rekel, da seveda ta situacija leta 2015 in 2016 je bila ena od tistih, ko je celoten nacionalno-varnostni sistem moral, bom rekel, se angažirati. Je bil, bom rekel, načeloma uspešen pri tem. Je pa res, da so se tudi pokazale nekatere pomanjkljivosti, tako, bom rekel, kar se tiče zakonske ureditve, kakor tudi v sami organizaciji, usmerjanju in vodenju. In z tega zornega kota seveda tudi ta situacija, s katero smo se srečali, ima neke, bom rekel, pozitivne plati, ker na podlagi tega smo se vendarle marsikaj naučili. Zdaj, kar se tiče vojske, vloge slovenske vojske v teh razmerah, moram reči, da je imela seveda v različnih fazah različno vlogo in se je ta njena vloga ali pa angažiranost, obseg angažiranosti skozi mesece spreminjal in predvsem krepil. Če je bila v tisti prvi fazi predvsem slovenska vojska angažirana kot logistična podpora tako policiji kot sistemu zaščite in reševanja, zelo pomembna, pa vendar, bom rekel, tista v tej funkciji, se je kasneje z, bom rekel, zaostrovanjem, predvsem tisto, kar se nam je dogajalo na meji, seveda, in seveda v sprejemnih centrih, terjalo nekako intenzivnejše ali pa večjo podporo policiji in sistemu zaščite in reševanja, tako da je potem, kot ste omenila, prišlo tudi do spremembe zakona o obrambi, s katerim je vojska dobila nekatera dodatna
dodatna pooblastila. In seveda potem se je to nadaljevalo z aktivnostmi na sami državni meji, pa seveda tudi pri pomembnem delu, pri postavljanju začasnih tehničnih ovir, ki so takrat vendarle odigrale, bom rekel, pomembno vlogo pri reguliranju teh migracij in seveda s tem tudi lažjem obvladovanju. Seveda, zdaj, tu sem rekel, se nanaša na obdobje 2015-2016, kasneje se je spremembo strukture, značaja in celotnega, bom rekel, celotnega vprašanja migracij spreminjala tudi, bom rekel, vloga Slovenske vojske, ker je zdaj bolj skoncentrirana v, bom rekel, neposredno podporo policiji, tako pri skupnih patruljah, pri vzpostavi določene infrastrukture in drugih, bom rekel, oblikah podpiranja policije. Z mojega zornega kota in moje prepričanje je seveda, da je ta pomoč izjemno pomembna, da bi seveda slovenska policija imela težave danes in v tem trenutku, če te podpore Slovenske vojske ne bi bilo. Seveda pa hkrati to, bom rekel, vendarle vsem nam daje v premislek ali oziroma kje so ali pa zakaj je potrebna tako veliko angažiranje Slovenske vojske, predvsem zaradi tega, ker je sistem notranje varnosti še vedno, bom rekel, podkapitaliziran, tako v človeških virih, tako v tehniki, tako v materialnih sredstvih in seveda zato potrebuje to nujno podporo. Za razliko mogoče od kolega bi rekel, da seveda je ta situacija oziroma to angažiranje Slovenske vojske seveda ima tudi, po mojem prepričanju, nekatere pozitivne ali pa še nekatere druge pozitivne plati, predvsem v tem, da rekel, zdaj, da sta dva sistema, kot je policija in Slovenska vojska, se nekako sicer na tej nalogi uigrala, bom rekel, skupaj delujeta, sta se dobro, bolje kot v preteklosti spoznala, sinhronizirala pri določenih vprašanjih, kar nam seveda daje garancijo, da bo to sodelovanje ali pa da bo celoten sistem bistveno bolje reagiral tudi ob nekaterih drugih, bom rekel, grožnjah, s katerimi se bomo v prihodnosti brez dvoma srečevali. In iz tega zornega kota jaz seveda vidim to kot eno pozitivno, seveda ob nekaterih težavah ali pa izzivih, s katerim se seveda Slovenska vojska zaradi tega srečuje. Ali je Slovenska vojska ta trenutek na državni meji in nalogah, ki jih opravlja, optimalno angažirana, se pravi, da če že imamo tam vojake, ali so maksimalno, jaz bom rekel, izkoriščeni ali jih optimalno uporabljamo, je pa seveda drugo vprašanje. Jaz mislim, da v celoti ne. Tu imamo seveda zelo različna mnenja, različne poglede, tako kar se tiče izvajanja nalog v okviru 37. člena, kot v okviru izvajanja nalog v okviru 37a člena, se pravi, ko imajo ta posebna ali pa dodatna pooblastila. Tu jaz mislim, da je še rezerva in v zadnjih tednih tudi s kolegi na policiji smo imeli nekaj pogovorov na to temo, kako te zadeve nadgraditi. Tisto, kar bi opozoril, je še to, da seveda mi smo zakonom o tujcih, predvsem v tistem zelo glasnem 10a in 10b členu predvideli nekatere postopke in nekatere ukrepe, ki bi jih lahko seveda izvajala Slovenija, če bi prišlo do, bom rekel, ponovitve neke podobne situacije, s katero smo se srečevali. In seveda
izvajanja tistega člena, ali pa če bi prišlo prav, zdaj je pač to razveljavljeno, Ustavno sodišče razveljavilo, seveda brez Slovenske vojske, seveda tega niti ne bi mogli izvesti. Mi smo takrat tudi pripravili že nekatere načrte, kako, bom rekel, to izvesti. Prišlo je, kot veste, do menjave in ta trenutek ne vem, ali je tukaj kakšen napredek narejen ali ne. Ampak vsekakor za te ekstremne situacije, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti in bomo verjetno kasneje še govorili o tem, seveda moramo imeti pripravljen tako nacionalno varnostni sistem, kot celoten državni sistem, da se s tem lahko učinkovito sooči. Kot sem rekel, veliko smo se naučili, dejstvo pa je, da če je nacionalno varnostni sistem v ožjem smislu z vsemi tremi podsistemi, torej obrambni, notranja varnost in pa seveda zaščita in reševanje relativno dobro opravil svojo nalogo, smo imeli pa velike vrzeli na nekaterih drugih področjih in seveda jih nismo še v celoti odpravili. Namreč z migracijami se morajo ukvarjati v pretežno drugi in policija in seveda kaj šele vojska, pridemo čisto na koncu, takrat, ko moramo že stvari, bom rekel, malo bolj, bi rekel, na nek način aktivno, bolj aktivno v to poseči. Skratka, če strnem ta svoj uvod, Slovenska vojska je imela pomembno vlogo, jo ima in jo bo tudi imela v prihodnosti, kar se tiče obvladovanja teh in nekaterih drugih groženj, s katerimi se soočamo, tudi z vidika zagotavljanja, bom rekel, notranje varnosti. In iz tega zornega kota še enkrat poudarjam, mislim, da je zelo pozitivno to, da bom rekel, ta dva ali pa občasno vsi trije podsistemi sistema nacionalne varnosti tako tesno sodelujejo, zato ker na podlagi tega seveda lahko resnično sinhroniziramo ta naš sistem, da je potem seveda v realni situaciji bistveno bolj učinkovit. Dobro, hvala. Dr. Svetič. Hvala lepa za besedo in za povabilo. Sem počaščen. Veseli me, da bom na nek način nadaljeval na točki, kjer je gospod Šefic spontano končal, in sicer pri prvem vprašanju je osnovna dilema, ki se je meni odprla stališč svojega pogleda, svoje vede, s kjer prihajam, to, da je sam angažma vojske treba postaviti v kontekst zakonitosti. Se pravi, ni dovolj, da je zgolj učinkovit, seveda rezon, da je vojska angažirana učinkovitost, ampak mora biti tudi zakonit. V demokraciji tega pač ne moramo ločevati. In ko začel o tem razmišljati, kako je to pri nas urejeno, seveda ta znameniti 37a člen, mi je prišla pod roke tale knjiga, ki sem jo že dolgo doma. To je knjiga, ki jo je napisal dr. Peter Fender, ki je trenutno svetovalec avstrijskega ministrice za obrambo, za pravne zadeve, in preko prijateljev sem tudi zagotovil audienco, sem včeraj pri njemu in sva to temo debatirala in na tem mestu mogoče zgolj kot neko komparacijo tle izpostavljam, kako bojo to naši sosedje urejeni. Generalno rečeno, stvar je bistveno bolj liberalna. Od nekdaj imajo praktično začetka druge republike, se pravi od leta 1955, imajo oni predvideno možnost tako imenovanega asistenc Einsatzа, se pravi vojska lahko pri njih intervenira in tega se je zelo veliko dogajalo in sama procedura je na začetku bistveno bolj enostavna. Se naš zakon predvideva, da morajo odobriti sodelovanje državni zbor, tam je pa to na ravni sklepa vlade, v izrednih razmerah se pa celo notranji in zunanji minister dogovorita in podata neko poročilo. Kar se tiče pooblastil, tukaj nekaj čim se referiram na vprašanje učinkovitosti te debate, ali imajo ustrezna pooblastila vojaki na meji, je zanimivo, pri nas se ta pooblastila izjemno omejena, oziroma celo 70. člen eksplicitno v zadnjem stavku navede, pripadniki slovenske vojske pri upravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil, nimajo eksplicitno, in potem 37. člen A doda potem 4 skromna pooblastila. Avstriji, zanimivo, stvar sploh ni regulirana,
in je šele Ustavno sodišče leta 1994 odločilo, da so pooblastila tista, katerih ima organ, kateremu pomaga. Se pravi, vojak de facto postane policist, ko začne sodelovati. To je tako imenovani maksimalni okvir, ki ga pa potem lahko, paste, zgolj na ravni ukaza zmanjša na neko konkretno situacijo, ki je primerna izobrazbi in situaciji. Se pravi, ukaza za vojaško strukturo in iz tega nihče ne dela problema. Zanimivo, pri nas je bila to izjemno vroča tema in pri njih pa nasprotno ne in to je tista prva stvar, ki me je presenetila. Prvič, veliko bolj liberalen pristop, veliko hitreje lahko vojska pomaga. Druga stvar je pa to, da stvar ni regulirana na ravni zakona, ampak zgolj na ravni ukazov in to pri njih očitno krasno deluje. Ne deluje samo na meji, konkretno so recimo na določenih mestih tudi pomagali varovati ambasade, poleg tega nekje so bili na železniških postajah in tako naprej. Skratka, to je ena izkušnja, ki me je dala misliti, kaj je v bistvu pri nas posredi temu, da smo zelo rezervirani do tega, da bi vojska intervenirala. Kot nestrokovnjak na tem področju se moram tukaj ustaviti in ne vem, moram eksplicitno povedati, ne vem, katera pooblastila bi bila optimalna. Se pravi, če pa pogledamo stališča sosedov, ni pa tam nobenega problema, da nekdo de facto postane policist in upravlja te naloge. Kar se govoril s tem gospodom, je pa tudi podobno omenil, kot je dr. Furlan, da ta zadeva v resnici izčrpava vojsko, ker za to de facto številko, ker navedemo, koliko ljudi pomaga, torej sodeluje, je v resnici veliko, veliko večja številka, ki mora biti vedno v nekem kroženju. Se pravi, tudi pri njih, oni so imeli, mislim, da maksimum 1300 ljudi na madžarsko-slovaški dneh, in pa da je to bilo za njih praktično velika logistična mora in so težko to regulirali in konkretno je zdaj ta angažma tudi na slovenski meji, ker sem se peljal čez mejo, sta vstopila na avtobus policist in z njim tudi mlajši vojaki, očitno nabornik in je to tako rajo. Skratka, ključna stvar, učinkovitost seveda, vendar kako zagotoviti neko stvar, tako eufemistično, družbeno sprejemljivo obliko v Sloveniji, da bo to optimalno delovalo, je tisto vprašanje, ki mislim, da je zdaj glavno za bodoče, za regulacijo tega eksistence v naši državi. Hvala lepa. Ja. Torej, drugi krog, izhodišče za drugi krog je pa naslednji. Ne? Namreč, vemo, da so migracije vedno obstajale in vemo, da še bodo obstajale. Razlogi bojo različni, od različnih varnostnih razlogov, ekonomskih, okoljskih, da bomo vedno več migracij imeli v Evropsko unijo iz bližnjega in srednjega vzhoda, iz Afrike. Vemo vsi, pa da ne bi kdo narobe razumel, da koga želim strašiti, ampak vemo, da je kar lepo število migrantov v Turčiji, kjer so nekako s prizadevanjem Evropske unije tam zadržani. Jaz sem prepričana, da vkolikor bi se karkoli spremenilo, pa bi se nek migrantski val povečal, potem tudi vloga niti slovenske vojske, niti policije ne bi bila dovolj, ker vemo, da imamo v Sloveniji približno 8000 policistov, pa nekaj več kot 6000 vojske. Rada bi spomnila tudi to, ne, da v okviru Evropske unije torej, je policija tista, ki se ukvarja z ilegalnimi migracijami, ne pa oborožene sile. Trenutno kar nekaj držav v Evropski uniji uporablja oborožene sile na ulicah za različna varovanja in podobno, tako kot je to sicer pri nas na meji, oni imajo to še, ne vem, na železniških postajah, teh naravnih znamenitostih in podobno, ampak primarno naloga vojske ni, da se ukvarja z migracijami. Ne? To ni njena naloga, po vseh direktivah Evropske unije to sodi na področje policije, ampak v prihodnosti bomo pa morali razmišljati še o kakšnih drugih kombinacijah. Ne? Kako te težave rešiti. Ne? Zdaj, mi smo danes sicer skoncentrirani na varnostni sistem, ampak v prihodnje bo treba tudi ekonomski vidik, sociološki, pa potem najrazličnejša vprašanja odgovoriti v povezavi s tem, kako pa že tisto sicer relativno veliko maso, ki jo imamo, integrirati v družbo in podobno. Tako da drugi krog bi želela odpreti na temo, ne? Kaj pa zdaj ta povečan trend migracij, ki itak prihaja, neodvisno od tega, kaj mi storimo, pomeni za našo državo, za našo družbo. Kako smo mi na to pripravljeni? In seveda poudarek je na varnostnem vidiku. Pa bi mogoče, ker ste vi že začel, gospod Šefic, prej v tem kontekstu, bi zdaj dala besedo. Ja, hvala lepa. Zdaj,
Tako kot ste rekla, migracije so del našega vsakdanjega življenja, so bile, bodo tudi v prihodnosti. Tudi v preteklosti smo se soočali z obdobji, ko so bili te migracijski procesi močnejši, intenzivnejši. Potem nenazadnje moram povedati, da samo vsako leto približno 2 milijona Evropejcev znotraj Evropske unije migrira. To je skratka čist nekaj normalnega. Vemo, da približno po nekih raziskavah 70 milijonov ljudi na svetu nekako razmišlja o tem, da bojo migrirali, da je približno 10% teh ljudi se tudi potem odloči, 10-15%, da je nekje 20 milijonov ljudi v svetu zdaj, ki nekako so v nekem gibanju, bodi si notranje migracije, znotraj kontinentov, bom rekel, znotraj držav, pa seveda tudi širše. Skratka, to je neka realnost. Ampak, dokler govorimo o torej regularnih, zakonitih, okoli tega je veliko diskusije, kakšna je pravi izraz, seveda je vse relativno dobro, enostavno, brez večjih problemov. In seveda, zato, ker imamo vzpostavljene sisteme, ki se s temi migracijami ukvarjajo, imamo postavljene torej znotraj državnih organov, imamo integracijske procese, imamo seveda tudi potem skozi te programe zaposlovanje, šolanje in tako naprej. Težava nastane v trenutku, ko imamo te neregulirane, nezakonite migracije, ko se nam to množično začne dogajati. Seveda tam pa nastane, bom rekel, ta velik izziv in za to število ljudi, ki je v preteklih letih prihajalo v Evropo, enostavno Evropa svojih sistemov ni imela pripravljenih. Znotraj teh nezakonitih ali pa nereguliranih migracij so še te sekundarne migracije, torej, če najbolj preprosto rečem, to so tisti, ki krožijo danes znotraj Evropske unije, to so ljudje, ki so prišli v Evropo, zaprosili za mednarodno zaščito, niso dobili mednarodne zaščite ali pa kakorkoli niti morda zaprosili in zdaj seveda pravzaprav nekako krožijo v Evropski uniji, nihče pravzaprav ne ve pravega števila, niti pogosto ne vemo, kje se nahajajo, kaj se dogaja z njimi in seveda te ljudje tudi predstavljajo največje varnostno tveganje, zato ker so odlična tarča različnih radikalnih, skrajnih, ekstremnih skupin in tako naprej. In to je tisto, kar je seveda predstavlja pravi izziv. In še nekaj, s temi, pogosto slišimo, da seveda je treba te neregulirane migracije izkoristiti za potrebe našega gospodarstva, tisto, kar rabimo pri nas. Jaz moram reči, to je moje osebno prepričanje, da seveda te migracije ne morejo, oziroma z njimi, ali pa z ljudmi, ki prihajajo na ta način v Evropo, v Slovenijo, seveda ne moramo teh vrzeli zapolnjevati, to lahko z zakonitimi migracijami, to lahko z različnimi programi, ki bi jih morali imeti tako znotraj naše države, kot znotraj Evropske unije. Naslednja težava, ki je in s katero se soočamo že ves čas, mi preprosto nismo v tem času, v zadnjih 5 letih, uspeli se dogovoriti oziroma doseči nekega, jaz bom rekel, družbenega dogovora o tem, kako se bomo soočali s temi migracijami. Kako bomo, bom rekel, pravzaprav ravnali danes, s tem, kar se nam danes dogaja in tisto, s čimer se bomo morda srečali v prihodnosti. Tu imamo še vedno izjemno različna stališča, različne poglede. Zaradi tega je tudi, bom rekel, nekatere dokumenti, ki so nastali, so res v osebnem imenu govorim, nedorečeni, nejasni, predvsem ne dajo odgovorov, nekako sondirajo to, kaj
je problem, ne odgovarjajo pa, kako se s tem problemom soočati, kako, kdo, na kakšen način. In seveda to je lahko potencialno, bom rekel, velik izziv v naslednjem obdobju, kajti če nimamo tega in nimamo jasnih strategij, jasnega videnja, kako se s tem soočati, seveda potem nimamo tudi jasne slike, kako angažirati. Danes, ko smo ravno pri Slovenski vojski, vojsko znotraj te problematike in seveda potem pogosto improviziramo, kar seveda ne daje takšnih rezultatov, kakršne bi si želeli. Zdaj, seveda, ključno je preprečevanje teh nezakonitih migracij. Prej sem omenil, tu bi morali imeti večjo vlogo tako, bom rekel, nekatere druge inštitucije, od, če želite, gospodarskega sektorja, sociala, zdravstvo, šolstvo in tako naprej, zato da bi lahko oblikovali programe, s katerim bi na eni strani pomagali nekaterim državam, ki so dejansko v neki, ali pa ljudem v neki stiski, hkrati pa seveda tudi iz tega, bom rekel, kanalizirali v nekaj produktivnega in seveda, ko imamo regulirane zadeve, tudi zmanjšamo radikalno ali pa bistveno zmanjšamo tveganja, s katerimi se pri teh nereguliranih migracijah srečujemo. In to je seveda potem se odraža tudi na tem varnostnem vidiku. Se pravi, poseben problem so pa sekundarne migracije, ki so izrazit varnostni problem, katerega se morda mi vsi skupaj še premalo zavedamo, oziroma bolj smo usmerjeni na te naše zunanje meje, ne razmišljamo oziroma ne razumemo, pa kaj se pravzaprav dogaja znotraj Unije. In seveda tu pa prehajamo potem že na področje, kot sem prej rekel, ekstremizma, radikalizma in pa seveda tudi terorizma. Hvala lepa. Torej, kar se tiče Evropske unije, je kar nekaj debat o tem, da če bi vključili v Evropsko unijo nekatere države na Zahodnem Balkanu, da bi pa s pomikom recimo šengenske meje, da bi to pripomoglo k zajezitvi ali pa kakršnemkoli ukrepanju tega problema. Ali ta hipoteza drži? A jaz? Ja. Ali je to realno možno, da bi se kaj spremenili, če z vojaškega vidika? Ja, hvala. Sem sicer mislil še nekaj se vključi tam glede prilagajanja sistema nacionalne varnosti, ampak ne bom ignoriral, bi rekel tole, glede Evropske unije. Zdaj z vojaškega aspekta, ne, v tej problematiki v EU ni veliko vojske. Ko bi rekel nasplošno, da če bi iskali povezavo, kje je zdaj vojska, pa vloga, pa v vsem tem, kaj pravi EU, če samo pogledamo, ne vem, dva izmed dokumentov, recimo globalna strategija za zunanjo varnostno politiko, ki prepoznava migracije kot izziv in seveda obravnava področje varnosti, obrambe, stabilnosti ali podpornosti v evropski soseščini in tako naprej, znotraj lahko posredno prepoznavamo neko vlogo vojske. Predvsem tam, kjer je strategija usmerjena, da je treba naslavljati probleme migracij na mesto nastanka. Se pravi, ne na meji, na šengenski, pa ne vem, na mejah EU, ampak tam, kjer seveda potem pride do izraza tista želena strateška avtonomnost, o kateri se govori, pa potem tudi v sklopu tega močnejši vojaški steber in seveda, če naslavljamo probleme tam, kjer nastajajo in tam so posledice lahko tudi nestabilnih varnostnih zadev, je vloga vojske seveda prepoznavna in se tam najde. In, recimo operacija Sofija, tam ob libijskih obalah je tipičen primer,
lahko bi razpravljali o učinkovitosti in kaj bolj pripomore ta operacija ali libijska obalna straža in tako naprej, ampak govorim, da v EU direktno nikoli se ne povezuje formalno ta link na vojaški v vsem tem smislu, ampak se posredno da najti, se pravi tukaj v naslavljanju problematike na mestu nastanka, potem pa v recimo Beli knjigi o prihodnosti v Evropi, kjer je nekaj navrženih scenarijev in kjer ravno te scenariji govorijo o tem, lejte, v teh 5 smeri lahko gremo in to govori o manj ali več Evrope. Zdaj, zgodovina bo kasneje pokazala v tem obdobju, ki je mogoče spet realizem prevladuje nad liberalizmom oziroma do večje poudarka nacionalnih oziroma držav, bolj po narekovaji sebičnosti na račun kooperativnosti, ne, koliko bo te Evrope, ampak v neki modaliteti v teh scenarijih se govori tudi v nekih skupnih border and coast guard, bi rekel, silah, se pravi neki skupni obmejnih silah za varovanje zunanje meje, kjer seveda je spet povezava v mnogih državah je Coast Guard ali pa obalna straža sestavni del oboroženih sil, seveda tle zdaj ta povezava. Ampak v bistvu je tam, so na mizi scenariji, ne, zdaj bo pa, se pravim, ta praksa pa seveda tudi te silnice, ki so znotraj Evropske unije pokazale, v katero smer bomo šli in koliko bo tle več ali manj Evrope. Zdaj nekatere države tu že grejo v iniciativo, recimo v okviru CDC, se pravi te srednje evropske pobude, predvsem na obrambnem področju, kjer je 6 držav, med njimi tudi Slovenija, tam predvsem Avstrija in Madžarska greta v duhu tistega, kar je bilo rečeno za avstrijske zakonodaje, ne, točno to in ne vem, kakšna je Madžarska, ampak pravzaprav organizirajo vaje, kjer se to uri in kjer vabijo vse te članice. Na zadnji lani, ta vaja se imenuje COPSEC, Cooperative Security, lani je celo 13 držav udeležen v različnem statusu, 500, kjer pravzaprav res samostojno izvaja to, kar avstrijska vojska lahko, se pravi vse to, kar pri nas je napisano v 37a, pod vsemi temi pogoji, da lahko delamo, je seveda tam neki sestavni del in se ne gre za neko embedded, bi rekel, sodelovanje oziroma združeno, se gre pravzaprav za zelo samostojno obliko vojaškega delovanja znotraj neke območja, od nadzora, prijetja, zajetja in seveda potem vseh teh procedur, kjer Slovenija opazuje. Ne, mi v duhu, bi rekel, lastne zakonodaje na tej stopni sodelujemo v teh študijah, se medsebojno seveda izobražujemo, se spoznavamo, kako je urejeno, potem pa v neposredni izvedbi pa seveda si zaenkrat še ne predstavljamo na ta način delovanja in zato tudi potem ne sodelujemo z enotami. No in dajem kot primer, kjer države znotraj EU ne čakajo na nek skupen scenarij in rešitev in grejo potem regionalno, bi rekel, se povezujejo in v tem duhu so vsaj, kar se tiče Avstrijci in Madžari, mogoče tudi Slovaki, najdli ta skupni jezik in se grejo, bi rekel, resne vaje medsebojnega sodelovanja, zato ker v Sloveniji imamo pač določene omejene pogoje in si v tem trenutku niti ne želimo. Se ne želimo navaditi na to, ampak tudi na ovire jih nismo želeli, niti smo se jih predstavljali, pa so tam. Ne. In mare bomo mogoče tudi mi kdaj doživeli neko drugačno, bolj samostojno obliko, bi rekel, kjer sodelujemo ne tako, da v paru en drug delamo nek posel, ampak delamo vsak svoj posel za isti namen. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa en izziv za dr. Svetliča. Torej, če lahko samo ta izziv še malo izoblikujem. Ugotovili smo 2 zadevi zdaj, torej, ne? Se pravi, policija in vojska imata zelo, zelo različne naloge. Ne? Nekateri teoretiki pravijo, da če se pač pojavlja na ulicah države policija vojska z policijskimi pooblastili, da to zelo, zelo napeljuje na potencialni avtokratizem
v državi. Ne. Mi smo pa zelo radi v Evropski uniji zelo demokratični in me zanima zdaj, kje je po vašem mnenju ta meja ali pa imperativ za to neko demokratičnost, po drugi strani pa za branjenje domovine, doma in tega, kar je nam lastno. Kakšno bi bilo vaše mnenje? Jaz mislim, generalno bi odgovor šel v smer naše pomanjkljivo razvite demokratične kulture, ki se lepo vidi tudi pri interpretaciji človekovih pravic, ki jih jemljemo. Človekove pravice so neka celota in jih radi vidimo v nekem oporečju, v nekem konfliktu. Pogosto rečemo, ne bomo v imenu varnosti zaigrali človekovih pravic. No, pa varnost je človekova pravica, zapisana v 3. členu. Skratka, vidimo recimo neke konflikte, ki jih v korektni interpretaciji v resnici ni. Vedno je pa tako, da iščemo nek balans med svobodo in varnostjo, enakostjo in tako naprej. To ni nič novega. Se pravi, radi zapadamo nekemu manihejskemu predstavi, da poteka nek močan boj med dobrim in zlim, vsaka stran si izbere, kaj je dobro, da ena bo izbrala, je to varnost, druga je to svoboda in potem se bije nek boj, ki ga znamo in smo ga dobro izurili v narodu, v našem narodu v 20. stoletju. Tako da, če se to preseže in če se postavimo neka teoretsko zrela tla, se te stvari zlahka rešujejo in v tem primeru bi tudi lahko imeli nekoliko manjšo rezervacijo do vojske, ki je pri nas nenavadno visoka, zlasti smo relativno blizu dogodka, katerega po meni razumemo mogoče zdaj šele z neuspehom Katalonije in tako naprej. Skratka, mi smo način potrdili svojo suverenost in imamo možnost, da v uniformi prvič v zgodovini gledamo neke vrste svojo lastno svobodo. Se pravi, pač vojak je nekdo, ki je pač napoten na svojo nalogo v imenu zakonodaje, katero so sprejeli mi, ne pa da nimo Beograd, Dunaju in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, to je neko širše filozofsko vprašanje, ampak mislim, da smo tle neka nenavadna država, ko recimo zlasti, mogoče najbolj groba ilustracija, ampak hkrati ilustrativna je ta znamenita drža, ki jo recimo v vsakdanjih pogovorih v Sloveniji najdete, v smislu, lepo vas prosim, kakšna zmaga vendarle je nas bi lahko, če bi še samo hotela, zmlela. V tem smislu, skratka, mislim, smo v tem primeru edini narod na svetu, ki nam je bližje sovražnikova možna zmaga kot svoja dejanska. Skratka, neka taka zanimiva ilustracija, sem prav glede tega, mogoče, napoti človeka na neko razmišljanje. Ampak glede, jaz mislim, da se bi lahko tudi za neko ustrezno PR službo oziroma z nekim izobraževanjem to v bodoče uredilo. Res pa je, da so mnoge fakultete še vedno zveste neki interpretaciji, ki jo, kolikor je plemenita, je tudi naivna v smislu vojska in svoboda se sklicujeta. Neka lepa ilustracija, tudi pred kratkim, če se spomnite, protest določenih intelektualcev v zvezi s prisotnostjo častne čete ob podelitvi častnega znaka ob stoletnici univerze in tako naprej, če to je nekaj, v smislu barbari so prišli na univerzo in tako naprej. Skratka, vidimo neki konflikte, ki so, ravno to je bil poanta moje reference na Avstrijo, veliko bolj zmehčani, čeprav tudi Avstrija mogoče ima neke travme, Avstrija ima tudi recimo asistenca, včeraj so se pogovarjali, asistenca policiji je v bistvu pri njih zelo obremenjena z nekimi dogodki iz leta 1934, ko je vojska intervenirala v nekih konfliktih, ki so bili zelo na robu državljanske vojne. Skratka, to je bilo zelo podobno, kot je bilo v drugih državah, mogoče tudi s tem Münchenski puči 10 let prej so bili nekaj podobnega, kot so Avstrijci doživljali. Skratka, v tem smislu je to del nek svet, v katerem živimo in bomo pač mogli počakati, da to mine. Glede osnovnega vprašanja, pa mogoče s tem končam samo ena pripomba. Vprašali ste nas, kaj to pomeni za ta pač domneven povečan obseg migracij za socialnega, ekonomskega, varnostnega in družbenega vidika. Jaz vidim neko razliko med temi vprašanji. Socialni, ekonomski in varnostni vidik vidim na neki način rešljiv. Vsaj idealiter povečamo obseg sredstev, povečamo obseg manšafti, se pravi ljudi, ki sodelujejo in tako naprej, sredstva socialne transfere. Družbeni vidik je pa nekaj, kar prihaja na neki način izza hrbta kot neka streznitvena klofuta po nekih lepem obdobju, ko smo verjeli, da je človek v dobesednem smislu univerzalno bitje, kot je orisano v deklaraciji človekovih pravic. Vsi ljudje se rodijo svobodni, z takih pravicah, enakem dostojanstvu, seveda. Ampak to pa ne pomeni, da so ljudje pri konkretizaciji svojega življenja popolnoma, da bi lahko izenačili. Skratka, obstajajo zelo različni kulturni vzorci, ki jih je mogoče Samuel Huntington lepo
z njegovo predstavo v civilizacijah ilustriral in on pravi približno tako, pač ne moramo si zatiskati oči, da obstajajo kulture, kjer je tako različen odnos med moškim in ženskom, posameznikom in družino, posameznikom in družbo in vero in tako naprej, da si stvari niso kompatibilne in to se kaže v žalostnem pojavu ustvarjanja paralelnih družb, raznih getov, kjer so ljudje praktično obsojeni neko odmeranje v nek življenjski neuspeh in to je mogoče ta vidik, ki ga pa ne vem, če se ga da rešiti. Socialnega se verjetno da, za večjimi transferji, vojaškega se verjetno da, povečamo proračun za vojsko, ampak ko pa v bistvu preseka ta gordijski vozel, pa praktično nihče ne ve, zato ker pač ta integracija ni tako enostavna, kot bi izhajalo iz nekih lepih razsvetljenskih učbenikov, v tem smislu vsi nosimo isto srce, istega duha, isto hrepenenje po boljšem in tako naprej. Ne nekaj končam, ampak to je v bistvu pesimistično spoznanje. Raje bi končal s čim optimističnim, ampak tako to pač je. Enostavno soočamo se z dejstvom, da integracija v določenem primeru, ne vemo, skoraj lahko uporabimo, izraz ni možna. Se pravi, ne kaže se, da bi lahko nekdo se uspešno vključil. V tem smislu vidim glavni izziv, zdaj socialni, ekonomski vidik, ne govori kdo drug. Hvala. Zdaj bi pa samo naredili zaključen krog, vsak 2-3 stavke, predlogi. Kaj v zvezi s tem predlagate? Kakšne ideje? Ampak res 2-3 stavke hitro, da potem mi damo še priložnost našim gostom, da odprejo kakšno vprašanje ali pa da kaj predlagajo. To bi bilo še boljše. Kdo bi začel? Mogoče vi, gospod Šefic? Ampak res na kratko. Ja, zdaj, jaz sem v bistvu že nakazal. Jaz mislim, da je, če se želimo z migracijami v naslednjih obdobjih uspešno soočati, seveda prvo, kar je, se moramo v naši družbi, v državi resno pogovoriti o tem, kakšni so naši cilji, kako vidimo migracije, kakšni so naši cilji, kako jih bomo uresničevali, kakšne programe bomo in tako naprej in tako naprej. Do kam, ne? Slovenija, jaz se strinjam, je specifična država, mi smo relativno majhni, naše lokalne skupnosti so v primerjavi z nekaterimi drugimi okoliškimi državami bistveno manjše, bolj občutljive, imamo neko specifično zgodovino in tako naprej in tako naprej. Ampak to je prvo, kar je, zato ker potem bomo lahko šele uspešno delovali in izvajali vse ostalo. Naslednja zadeva je seveda, ko govorimo o zakonitih migracijah, seveda tudi integracijska politika ustrezna. To pa pomeni tisto, kar zmoremo, tisto, kar imamo kapacitete, ne to, kar včasih se sliši, neke stvari, ki so nerealne in tako naprej. Ne. In pa seveda, ne glede na vse to in glede na to, da živimo v realnem svetu, da so pred našimi vrati Evropske unije seveda veliki izzivi, omenili ste Turčijo, nekatere druge, seveda Afrika, podsaharska Afrika, severna Afrika, bližnji, daljni vzhod in tako naprej, se moramo pripravljati tudi tisto, kar smo uvodoma govorili. To je pač realnost. Dobro, hvala. Ja, hvala. Zdaj dejstvo je, da bomo s tem živeli, da se bo s tem Slovenija soočala, da se bo trend nadaljeval, kar pomeni, da če bomo ostali v tej obliki za ta dva podsistema, se pravi obrambne in pa notranja varnosti oziroma vojska in policija, bo se seveda pod stalno obremenitvijo in z omejenimi zmogljivostmi, bi rekel, v obeh primerih kadrovskimi problemi, težko vzdržuje na dolgi rok ta tempo, kar pomeni, da je potrebno razmislek, na kakšen način se bomo tega lotevali, ker eden in drugi na dolgi rok ne bosta mogla zdržati. In ne nazadnje, toliko, ker je tam policistov, jih manjka nekje druge. Ne? Policija ni bila organizirana za to, vojska tako ali tako, ne? Ampak tudi policija, ko se je transformirala ali pa karkoli se je že dogajalo v zadnjih 20 letih, ni bila naravnana njena sestava na to problematiko. Ne? Kar pomeni, da manjkajo tam, kjer verjetno in so se zmanjševale policijske uprave in tako naprej. Ne poznam, ampak definitivno
bi svetoval, da se zdaj razmisli v obeh organizacijah. Pričemer bi seveda z vojaškega vidika svetoval, da ne podležemo temu fenomenu in da to narekuje naravo ali pa strukturo vojaške organizacije, ker bi seveda naredili napako veliko, ker bi se potem ustvarjal neko varnostno strukturo, ne pa tisto obrambno vojaško, čemu je namenjena, in bi se pravi, dobro je, da se spodbuja vloga vojske in pa seveda, kako bo v bodoče, kak bo njen delež pri tem, ki bo definitivno ostal, ne bi pa seveda smeli iti v to, da pod tem dojmom zdaj poskušamo narediti malo drugačno vojsko, tako kot smo mogoče, kadar je velika naravna nesreča, bi kar vsi neki hoteli prilagoditi vojsko, pa bi takrat pri Žledu so kritizirali, zakaj ima pa vojska toliko agregatov, recimo pa zakaj nima pa več motornih žag, ne, ampak definitivno se je prilagodila in seveda jaz nimam predloga, lahko pa povem, kaj predlaga Ministrstvo za obrambo že skozi nekatere dokumente, ki jih je v zadnjem času dajalo na plano. Pravzaprav se poudarja teritorialno organiziranost Slovenske vojske. Ta je zdaj v tej znani beli knjigi, mnogo stavkov je, ki se že pojavljajo skozi desetletja o bodoči vojski, ampak ta teritorialna komponenta pa ima bistveno večji poudarek kot zadnjih 20 let in je po eni strani seveda odgovarja na določene zahteve po prilagajanju vojaške strukture izzivom večje odpornosti družbe, večje vzdržljivosti vojske, drugačni rezervi, kot smo jo predvideli. No in posredno seveda je prispevek tudi, da bi ta teritorialna komponenta lahko na nek način prispevala tudi tej problematiki in bi seveda lahko bili vpeti teritorialci od tistega območja, bi seveda bili, ker je to njihov življenjski prostor, na drugačen način vpeti in bi to lahko bil prispevek vojaške organizacije, ampak še enkrat poudarjam, ni to posledica migracij, da poudarjamo v obrambnem sistemu potrebo po večji teritorialni komponenti, ampak je posledica odločitve, da je temu treba dati večjo težo, bi definitivno pomagali tudi pri spoprijemanju z migracijsko problematiko. Dobro, hvala. Moj predlog je pa naslednji. Izhajam iz spoznanja, da moj vtis je, da seveda je bila kriza, ki je eskalirala leta 2015, velik izziv za vse strukture, ki smo zdaj govorili. Ampak strukture so bile bistveno manj učinkovite, kot bi lahko bile zaradi enega samega razloga. In zaradi neke napačne interpretacije nekega civilizacijskega pravnega standarda. Recimo, če pogledamo po svetu, se radi posmehujemo kakšnim kulturam, ki jih spravi na kolena zgor omemba ene besede, enega koncepta in se jim življenje ustavi. Nekaj kakega se je zgodilo nam in ta beseda je humanost, ali beseda človekove pravice. Enostavno to je beseda, ki je rušila cele dele pravnega reda, ki je šla praktično Evropska unija v pravnem smislu na kolena in za spustitvijo Dublinske uredbe se je sprožil plaz, ki se do tega trenutka praktično še ni ustal. Problem je kaj? Da so človekove pravice, na kratko povedano, rabijo reinterpretacijo, se pa hitreje potegniti iz razbredetega asfalta aktivizma nazaj na raven, kamor spadajo, na pravni diskurs, filozofski diskurs, kjer bodo koncepti jasni. Zato, ker to sem že omenil, obstajajo neka gibanja še danes, ki izhajajo z tega, da so ljudje ena srečna družina, neka kozmopolitske skupnosti, v skladu s katerimi bi ljudje morali živeti onstran države, onstran prava kot nek pretok svobode in tako naprej. Glede, to je v demokraciji legitimna ideja, ampak preden bo postala učinkovita, morate preti skozi parlamentarno proceduro. Treba je sprejeti zakon o razpustitvi meje, da nimo, jaz ne vem, kako bi to bilo izpeljano. To, ker mejo imamo, pač imamo. Kar se je zgodilo z zlorabo človekovih pravic, je pa mi, da de facto nimamo meje. Seveda jo imamo, ampak vsakdo lahko pride preko meje in zahteva mednarodno zaščito in v 97% oseba, ki zaprosi za postopek, zapusti Republiko Slovenijo. Se pravi, de facto mi meje nimamo. In de facto se zdi, kot da obstaja človekova pravica do neobstoja meje. Ampak take človekove pravice pač ni. Kot ne obstaja človekova pravica do zahodnega načina mišljenja. To niso moje besede, zahodnega načina življenja. To niso moje besede, ampak so besede dr. Danila Türka, kako bi težko podtaknili neko ksenofobno držo in tako naprej. Skratka, nekaj čin bom končal z nekim optimističnim tonom. Nedavno odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice glede enklave v
španski enklava v Afriki sporoča po moji globlji interpretaciji ravno to, ne obstaja človekova pravica do neobstoja državne meje. Dobro, hvala. Zdaj pa bi besedo dala še vam. Aha, dobro, doktor Letnar Černič je že, potem pa, dobro, gremo po vrsti. Torej najprej Letnar Černič, potem pa doktor Matej Avbelj. Ja, hvala lepa za to zanimivo razpravo. Morda tukaj nekaj komentarjev, naprej na komentar Šefica. Ni res za Slovenijo odločenega okvira za migracijo, pa za prihod prebežnikov. Naš okvir je Ustava Republike Slovenije, načelo nevračanja. Če bi takrat, veste, na Ministrstvu za notranje zadeve, ko so pripravili 10.a, 10. člen, vprašal strokovnjake s področja pravčevih pravic, da bomo vsakdo povedal, da bo ta zadeva padla na Ustavnem sodišču, da bo prišlo do fiaska. Morda na rokovo izvajanje, se z rokom se pogosto tega pogovarja, tega se ne strinjam, v večini zadev se ne strinjam, ker jaz se ne strinjam s tem v Evropi, ko praviš, da je varnost človekova pravica. Kje pravica do varnosti izhaja iz Evropske konvencije? Varnost je kvečemu stvarno pravični razlog za omejevanje določenih človekovih pravic, ki so predvsem relativne narave. Glede prepovedi mučenja, nečloveškega ravnanja, biološkega ravnanja, 3. člena KČP, varnost zagotovo ni nobena izjema. In vsakdo, ki pride na slovensko-hrvaško mejo, ima pravico do tega, da ga država individualno obravnava, ima pravico do sprožitve postopka. Morda tukaj tudi je zelo pametno povedati tudi, da ni res, da Evropsko sodišče za človekove pravice v tej zadevi NK in NM proti Španiji prejšnji četrtek je Veliki senat Evropskega sodišča odločil ene zadeve in je spremenil prvostopenjsko odločitev, je rekel, da Španija ni kršila 3. člena Evropske konvencije, ko je kolektivno poslala nazaj te prebežnike, ki so preprezali to ograjo v Melilji in Cevki. V slovenski javnosti se ustvarja napačna interpretacija. Evropsko sodišče je reklo, da Španija ravnala prav zato, ker so imeli te prebežniki dostop do druge zakonite poti, ker na meji med Marokom in Cevto in Melilijo je bil pač nek urad, kamor lahko ti prebežniki iz podsaharske Afrike vložijo prošnjo za individualno mednarodno zaščito. To pomeni, da države pogodbenice niso zavezane sprejeti vsako individualno prošnjo za obravnavanje statusa begunca. Jaz v slovenski javnosti, pa te debati pogrešam neke objektivne obravnave z vidika varstva človekovega dostojanstva. Vodilo je človekovo dostojanstvo za vse nas, za vojsko, za policiste, za civilno družbo, za kogarkoli pri obravnavanju te zadeve. In ni res, tudi rok sestavljati, katera se ne strinjam, da v določenih primerih integracija ni možna. Rok integracija je vedno večsmerna pot. Tisti, ki pride in tisti, ki ga spremlja. Seveda, v slovensko državo je tukaj vprašanje, kako bomo obravnavali tisti, ki prihajajo. Kdo je dobrodošel v Sloveniji? Ko poslušamo ljubljanskega aktivista Antoka, ki pravi, da ni prav, da Slovenija zdaj sprožuje postopke za repatriacijo venezuelcev s slovenskimi koreninami, zato ker Slovenija na drugi strani ni z enako odprtimi rokami sprejema prebežnikov iz Pakistana, Sirije in tako naprej. Na vašem mizu sem pa slišal neko drugačno stališče. Mislim, da so potem ti venezuelci s slovenskimi koreninami dobrodošli. Vedno, ko govorimo o tem vprašanju migracij, pogrešamo objektivno uresničevanje človekovega dostojanstva in da vsak posameznik ima pravico do individualne obravnave in o tem vprašanju moramo govoriti na kolektivni ravni, samo z vidika človekovega dostojanstva. Če govorimo o sodbah Evropskega sodišča, je korekten pa zelo egzakten tega. Še vedno velja sodna praksa Evropskega sodišča, da vsak posameznik, ki pride na mejo države pogodbenice Evropske konvencije, ima pravico do individualne obravnave. Trditi drugače je napačno. Imamo kakšen odgovor? Če smem jaz, Jerneju, glede varnosti
Varnost je po moji presoji človekova pravica, zato ker je zavedena v 3. člen Splošne deklaracije človekovih pravic, ki se glasi približno takole. Vsakdo ima pravico do življenja, prostosti in varnosti. Tako se glasi 3. člen. Ne vem, če je to adaptirano v Evropske konvencije, da pamet ne vem, samo mislim, da tudi zdravo razumsko bi težko rekel, da je biti varen to, da prideš lahko domov, brez da bi pričakoval nek poseg v tvoje pravne pravice, ni nekaj, kar spada k dostojanstvu človeka. Zdaj, glede judikatov na pamet, ne vem, ampak po moji presoji varnost vendarle je človekova pravica, ki pa seveda tako vsaka mora najti nek balans. Seveda, ja, enostavni so ti dialektični prikazi, da se zadnje, če damo prednost samo varnosti in svobodo za poteptavo, potem poteptavo na konci tudi svobodo. Če damo pa samo svobodi, pa tudi svoboda nekaj se pogrezne v anarhijo, se pravi anarhija kot eksces svobode, pa spet ni nevarna in svobodna in tako naprej. Skratka, to so te stare zgodbe. Zdaj, glede, nisem, ne vem, če sem se razumela, pa sploh ne, če si name apeliral, da se zagovarjam ne osebno obravnavo. Seveda, osebno obravnava, ampak problem, ki ga jaz vidim, je pa, kako se soočiti z zlorabo nekega instituta. In mislim samo dejstvo, da v Sloveniji, tako izhajati z tega, vsakdo, ki se zglasi na slovenski meji, ima pravico zaprositi za mednarodni azil. Vprašanje, zakaj velik delež, največji delež teh ljudi tega ne zaprosi pod lučjo na varnem, na mejnem prehodu, ampak da se poda na pot skozi nevarno prečkanje cest. Odgovor je samo en, ker si azila v Sloveniji ne želi, ker je njegov temeljni namen preiti Republiko Slovenijo, brez da bi zaprosil za azil v Republiki Sloveniji. In je njegov v bistvu B-plan v primeru, da je odkrit, da zaprosi za azil in v tem primeru, to tako za moje pojme, tako tipičen infraudem legis, se pravi neke vrste obid tega, da bi prišel od svojega cilja, ki je pač ideja, da bi nekdo nasprotil z pravili prehajanja meje, prišel do konkretne točke, ki so po glavnem vele mesta Zahodne Evrope, bivše Zahodne Evrope. V tem smislu se mi zdi, da to bi se moglo odzvati in da bi tudi počrtal, da gre za neko običajno kršitev vsakdo izmed nas, kdaj narobe parkira, banalno odgovor. Ampak azil je v bistvu nekaj najvišjega. Azil je spoznanje, da nek človek, ki trpi v svojem trpljenju strahu, brat vsakomur na svetu. In je to, da odpremo mi vrata, da razdremo principe nacionalne države, princip državljanstva za nekoga, ki je preganjan, je zame nekaj najvišjega, kar je naša civilizacija spravila na svet v zadnjih, recimo 70 letih v drugi svetovni vojni. In zlorabiti ta člen se mi zdi hkrati nekaj najnižjega. Ti se moraš odzvati na prošnjo za azil, kot se je treba odzvati, recimo, na številko 112 se preprosto morajo odzvati. Se predstavljate, da bi nekdo, ko želel zlorabljati, recimo, nujno medicinsko pomoč za nek prevoz, hkrati pa obstajale neke nevladne organizacije, analogija z našimi organizacijami, ki bi navajale, katere znake treba navajati, da deluje, da si res življenjsko ogrožen, in potem bi to šlo celo iz javnega denarja in bi potem, jaz vidim tukaj velik problem, generalno se strinjam s tabo, ampak jaz mislim, da situacija, kjer se 97% statistično dokazanih ljudi posmehuje tako plemenitem inštrumentu, ampak seveda, bojim se pa nekaj, da smo mi tako daleč prišli, pregovor, ko je zmed dovolj stisnjena, ti skoči v glavo nazaj. Bojim se, da bo pa skočila nazaj v glavo, v formi, ki si jo pa nejasneti ne želiva. Se pravi, halt, zapreti mejo, se pravi, nekega trenutka vsi noter, nekega trenutka naprej pa nihče noter, kar je pa, če sem v grobam, je to moje stališče. Imamo odlično izhodišče za kakšen nov akademski forum na to temo. Matej, ti si prijavil besedo? Ja, hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za razpravo, zelo zanimivo, veseli me, da je polemična, mogoče zdaj celo bolj polemična kot med samimi udeleženci okrogle mize. Dve zadeve bi želel izpostaviti, eno bo komentar, drugo pa vprašanje. Zdaj, komentar zelo na hitro. Jaz seveda mislim, a ne samo mislim, sem prepričan, da varnost seveda je človekova pravica, to je človekova pravica par excellence in je človekova pravica, zaradi katere so sploh nastali moderni ustavno-pravni ustroj in zaradi katerih je sploh nastala država kot taka, ker najlepše je to povedal Hobbes. V figurativnem smislu je pred nastankom države človeštvo živelo v naravnem stanju, vendar v naravnem stanju life was ugly, brutish and short. Življenje je bilo grdo, grobo in kratko in zato, da bi to življenje bilo manj grobo, grdo in kratko, smo ustanovili državo, da varuje. In
celotna pravzaprav, vse človekove pravice izhajajo iz ideje varnosti, osebne varnosti, in osebna varnost je tudi zato, da varuje naše človekovo dostojanstvo, nedotakljivost človekovega življenja, nedotakljivost človekovega telesa, da ne naštejem dalje. Torej, v bistvu celoten državni aparat je zgrajen na ideji varnosti vsakega posameznika, seveda pa, ker je temeljna politična vez med posameznikom in državo, državljanstvo pa država v prvi vrsti varuje svoje državljane po slovenski ustavi, pa še posebej poleg svojih državljanov varuje tudi Slovence slovenskega rodu brez državljanstva. Tako da glede tega jaz mislim, da je ustavna pravna ureditev v Sloveniji jasna. Stališča, ki izhajajo iz tega potem dalje, o njih lahko prosto vrednostno v politično razpravo. Kar se tiče pa mojega drugega dela intervencije, bi bilo pa vprašanje, mogoče da nekoliko razširimo domen tega panela tudi v kontekstu samega projekta, v okviru katerega se dogaja. Zanima me, kako govorci gledajo na možnost, priložnost ali pa potrebo iskanja rešitev v okviru Evropske unije kot celote. Tisto, kar smo lahko razbrali iz vaših izvajanj in tisto, kar je tudi pokazala sama kriza v letu 2015, da je popolnoma jasno, da posamezne države članice Evropske unije vsaka zase ali pa koordinirano ali pa nekoordinirano same zase niso zmožne več odgovoriti na globalni izziv migracij, bodisi globalni, ki se dogaja konstantno, ali pa še bolj na posamezne valove. In tu me zanima, kakšen je pogled sogovornikov na oblikovanje tesnejše obrambne skupnosti znotraj Evropske unije, PESCO je bil danes že omenjen, še posebej pa, kakšne so pravzaprav dejanske priložnosti, kapacitete in potem tudi zmožnosti razvijanja Frontexa. Več kot iz obstoječe agencije za pregovorno varovanje zunanjih meja, nekakšne obalne straže. Kdaj menite, da bomo dejansko prišli do 10.000 mož in žena, ki bodo lahko varovali evropsko zunanje mejo? Imamo kakšnega prostovoljca ali ga moram določiti? Bi vi mogoče? Aha, bi ti že govoril? Ja, nekaj posebne želje nisem izkazoval, pa ne bom pa se branil. Zdaj, jaz sem že omenil prej, da so te scenariji in v enem je tudi ta skupna sila za varovanje na morju in na kopnem. Jaz bi temu rekel tako, da vse skupaj gre v kontekst te strateške avtonomnosti in pa Evropske unije in pa instrumentov, ki jih ima na razpolago, ker ste vprašali tudi za glede obrambne teh projektov, skupne obrambe in tako naprej. In če pogledamo po teoriji, kaj dela neko moč države ali pa neko moč organizacije, več teh stebrov in seveda Evropska unija definitivno ima ta ekonomski stebr močan. Ima tudi ta diplomatsko-politični, potem informacijski ali karkoli, nima pa tega vojaškega stebra. Za kakršnokoli moč po teoriji neke nacionalne ali pa nadnacionalne moči rabiš te segmente. In seveda brez tega vojaškega stebra ali pa obrambnega je težko uveljavljati to strateško avtonomnost in biti nek dejavnik. Ne. In ni druge poti, po mojem. Če ambicije, ki so res zapisane tam v tej globalni strategiji, če jih se želi uveljaviti, potem ni druge možnosti kot to. In tle potem pride ta kontekst naslavljanja kriz na območjih, kjer nastajajo oziroma te problematike in pa seveda neka večja vloga kjerkoli v okolje Evrope, kjer lahko vidimo, da vlagajo se diplomatski napori, ni pa seveda tiste odločilne neke moči, da bi bila kredibilen dejavnik in vplivala, ne vem, bodi si na dogodke v Siriji, Iraku ali pa karkoli. In se mi v tem smislu zdi, da tiste države, ki resno gledajo te ambicije, bojo tudi resno začelo vzpostavljati ta segment, imajo vse možnosti, te velike države, seveda, če se to odločijo, ostali se bomo pač zalepili na to ali pa ne.
definitivno ne bomo tle, po mojem videli, neke 27-terica ne bo v začetku se totalno poenotila potem. Ampak če tle ta velika država, Francija, Nemčija se je resno odločila in se pravi, ima ta možnosti, ne nazadnje imajo že leta tradicionalno skupne sile, recimo v Štrasburu, francosko-nemški korpus in tako naprej. Samo če se enkrat resno odločijo, da je to na nek seznam, postavijo neko linijo poveljevanja in naredi operativno silo, je to vse dosegljivo. Pa da ne zaidem potem v NATO, kako, ampak druge poti ni, če se sledi tistim ambicijam, ki pač Evropska unija naj bi imela. Dobro, hvala. Torej, jaz sem absolutno prepričan, da se s takimi izzivi nobena, tako kot ste rekel, nobena država sama ne more ustrezno, učinkovito soočati. In je ta, bom rekel, potreba po neki skupni politiki, pa seveda potem tudi po skupnih ali pa skupen način izvajanja teh politik nujno potreben. Zato smo tudi oblikovali skupno evropsko mejno in obalno stražo. To ni neka, bom rekel, imaginarna zadeva, ta nastaja, težko, ni enostavno. Zakaj? Zaradi tega, ker nacionalne policije in nacionalni sistemi ta trenutek so izjemno angažirani z lastnimi, oziroma z obvladovanjem situacije v lastnih ali pa na nacionalnem nivoju. Seveda pa pri oblikovanju skupne evropske politike v zvezi s tem je zelo pomembno, da imamo opredeljeno tisto, kar sem že prej omenil, nacionalne cilje, da vemo, kaj bomo zastopali, kako bomo tvorno sodelovali, ena zadeva, da seveda znotraj Evropske unije upoštevamo in se poslušamo, upoštevamo specifike posameznih držav, s katerimi delno sem prej že omenil, in seveda na podlagi tega potem gradimo skupno politiko. Težavo imamo v sistemu, ki je rigiden, ki je zbirokratiziran, ki je včasih res rekel, en tak spoštljiv izraz iščem, malo čuden, ne? Zaradi tega, ko se pogovarja z ljudmi, ki so odgovorni za to področje, ugotoviš, da pravzaprav ne vejo natančno, kaj se v realnosti dogaja. Ne? Jaz sem v Evropskem parlamentu, ko sem imel priložnost govoriti, rekel, da seveda evropski poslanci, pa tudi komisarji, ne, gledajo na ta problem iz 51. nadstropja stolpnice in seveda dol se vidi zelo majhen. Ne. Zdaj pa ne vidiš teh realnih problemov, seveda, ko se spustiš v pritličje, je pa seveda perspektiva neka druga. Ne. In tu jaz mislim, da bi mogli bolj nekako pogledati realno situacijo, prisluhniti tem, bom rekel, specifikam in seveda na podlagi tega, skozi en verjetno mukotrpen proces, pa vendarle oblikovati to skupno politiko. Sicer bomo imeli težave. Pokolikor tega ne bomo naredili, bomo seveda na bilateralnem nivoju reševali te probleme in samo zamislimo si, kako bi bilo, če ne bi bilo vendarle Evropske unije, ne, ki je vstopila leta 2015 v tisto situacijo, ki so nam jo povzročili Hrvati, ne. Seveda bi imeli mi neprimerno večje težave in verjetno bi Slovenija takrat imela hujše posledice, ne, ker enostavno bi lahko morda močnejše države z večjimi kapacitetami seveda meje zapirale in tako naprej in bi imeli težave. Skratka, ja, jaz mislim, da seveda Evropa ima tle pomembno vlogo, da moramo tukaj krepiti, hkrati pa seveda tudi ta sistem spreminjati, ga narediti bolj operativnega, zato da bo pravočasno reagiral na izzive, s katerimi se srečujemo. Tu se vedno soočamo z zamudo. Tudi zdaj to politiko oziroma te
predloge, te akti, ki se pripravljajo, so pravzaprav z eno veliko zamudo. Ne. Mi že zamujamo, nam se že dogajajo nekatere zadeve, nekako ne pridemo skupaj. Tako da, drugače pa da, skupaj lahko in to obvladamo. Mogoče še? Kakšen? Ne, mislim, kot zunanji pozval, čisto kratko rekel, seveda boljša inačica je seveda skupna rešitev, ampak ravno dogodki od leta 15 naprej nas poročujejo, da dokler ni zadnji člen vključen in ni del celote nimamo in moramo delovati na B planu, to je pa pač bilaterala med sebojnih držav. Se pravi, opustiti neko samostojne vodenje politik, mislim, da v tem trenutku ni mogoče, dokler ne bo pač to sprejeto in vprašanje, če bo Evropa kdaj tako konsolidirana, da bi lahko mi preprosto prepustili in dali volan nekomu drugemu v roki. No, jaz bi samo še dodala, da se mi zdi zelo pomembno, in to je osnovna filozofija držav članic Evropske unije, da najprej vsak poskrbi za sebe, na način, da bo lahko potem prispeval v skupnosti. Ne? In mislim, da je to imperativ za Evropo, da poišče neko skupno kombinacijo, še posebej zaradi tega, kar se v svetu dogaja. Ne? Recimo v varnostnem smislu postajajo, oziroma so že zelo močni Kitajci, vemo, kaj se dogaja z Ameriko, odnosi recimo Rusija in podobno. In to narekuje potrebo, da bi bila Evropa v tem kontekstu bolj strnjena, bolj varna in da skrbi za svojo varnost. Ampak, če bo samo en člen od teh pač relativno šibek, bo potem cela organizacija šibka. Ne? Tako da mislim, da je najprej na nivoju vsake države pomembno, da se tega zavemo, da poiščemo neke rešitve in šele potem bomo lahko kaj prispevali v širšem kontekstu. Sicer ne vidim nobenega pametnega izplena. Pa če je v redu z odgovori, bi dala še besedo gospodu Hojsu, ki se je že davno prijavil, potem boste pa tudi vi. Ne, res, gospod Hojs že dolgo čaka. Ne bom dolg. Najprej bi seveda pozdravil tako programizem, da bi popravil vse razpravljalce, v bistvu vzeli sve lokalno, ki je to organiziral. Posebno navdušen sem pa nad gospodom doktorjem, tako izjemne misli, ki ste jo povedal o osamosvojitvi, že dolgo niste slišali. Torej misel, ki ste jo povedal, da živimo v državi, kjer je cenjena bolj propadla jugovojska, ki naj bi teoretično porazila našo armado in ne slovenska teritorialna obramba. Ta misel, bi rekel, je za zapisati, da bomo prodali naprej, nažalost je tako. Pričemer bi vas dopolnil samo toliko. Ne? Ta podpora, pa te misli prihajajo samo z dela političnega pola in samo z dela medijskega pola. Res da dominantnega, še kako dominantnega, ampak ni, bi rekel, prezentirana v celoti. Imam pa samo dve kratki vprašanji, ena za gospoda generala, ena za gospoda Šipica. Torej za gospoda generala zanima me, ker ste govorili o plačah, o prispevkih oziroma o tem, koliko vojaki služijo. Zanima me, ali so slovenski vojaki, slišati je bilo marsikaj drugega, slišati je bilo tudi to, da so bili nastanjeni v precej slabših nastanitvenih objektih kot policija in tako naprej. Ali so slovenski vojaki bili plačani, ali so plačani enako, kot so plačani slovenski policaji, torej ali je tukaj narejen ta enačaj, to je prva stvar, ki me zanima. In druga, za razliko od gospoda profesora, ki tam naprej že na nek subtilni način povedal, da ta sodba Evropskega sodišča ni to, kar si slovenska javnost danes razlaga. Vprašanje za gospoda Šefica, po neuradnih podatkih, ki sem jih dobil danes, je gospa bivša ministrica, s katero ste sodelovali, mislim, da ste išli v državni sekretar, povedala, da je imela prav, zato me zanima vaše osebno mnenje, ali naj, no ne pozabimo, da tudi ustavno sodišče nimo soglasno mnenje, mislim, da ima na našem ustavnem sodišču ločeno mnenje o razveljavitvi teh členov, ali naj slovenska politika v taki ali podobni obliki ponovno poizkusi z spremembo zakonodaje, ki bo narejena tako, kot je bila predlagana s strani bivše ministrice. Ja, hvala lepa. Glede na to, da s številkam ne razpolagam, se ne bom opredeljeval, lahko samo mogoče posredno odgovorim. Po sklepu vlade 19% dobi pripadnik slovenske vojske, ki je angažiran na meji, samo iz tega naslova, lahko so še kakšne nadure ali karkoli, ampak 19%. Policija je v ta namen, mislim, je za potrebe meje dobila neka dodatna sredstva,
kako se razdeljujejo, ne vem, če bi vedel, koliko od tistega paketa, ki je prišel in je namenjen pravzaprav policistom, ki so na meji, koliko zdaj tega deleža dobijo, bi lahko primerjal dodatke. Ampak žal ne vem, mogoče gospod Šefic ve, koliko je, da bi lahko rekli, ker tako ne moramo primerjati, ker vojak in policist, velika verjetnost je, da že v osnovi niso enake plače v izhodišču in seveda se potem tudi odstotki na osnovo so različni, ampak že te ne moramo primerjati, ker tudi pri policistih je mnogo več jih je za višjo izobrazbo, kot jo ima vojak, in ker v sistemu državne uprave že ta določa, se pravi, je velika verjetnost, da policist v osnovi za svoje redno delo ima tam večje izhodišče. Ampak lahko bi pa primerjali ta dodatek, če bi seveda poznal številke, in zato ne morem reči, ali dobi enako, ali ne, ker ne vem, kako se oni delijo ta dodaten denar, ki so ga dobili. Ja, hvala lepa. Zdaj, mogoče sam glede plač, bi tako rekel, ne, leta 2015 in 2016 so vsi državni organi, ki so sodelovali v tisti, bom rekel, recimo aktivnosti, akcije, kakorkoli, dobili iz proračuna povrnjena dodatna sredstva in smo tudi refundirali in se posebej poročali in to sproti urejali z Ministrstvom za finance, sam to vem. In seveda, kar se tega tiče, je bila zadeva korektno izpeljana. Kar se tiče sicer plač, seveda izhodiščne plače, kot veste, so za med vojaki in policisti seveda z isto izobrazbo enaka, so pa seveda te dodatki in vse te zadeve pa precej različne. Ne? In je ta, bom rekel, primerjave včasih niso najlažje. Mi zdaj delamo na neki analizi in primerjavi, zato da bomo natančno vedeli. Ampak jaz zagovarjam to, da je, in tudi kolegi nekateri tukaj vejo, da je vojaški poklic specifičen poklic in seveda ga ni dobro na ta način tudi primerjati z nekaterimi drugimi poklicnimi skupinami. Ima svoje specifike, ima svoje velike posebnosti in seveda to je treba tudi na ustrezen način potem vrednotiti, tako kot ima policija, pravosodna policija, medicinske sestre in tako naprej. Tako da tukaj je ena velika težava v sistemu, pa da ne bomo zašli. Se pa seveda ne more bom rekel, v celoti to primerjati zaradi, pravim, kar je že kolega Forlan rekel, za tega, ker so različne izobrazbene stopnje, različne izhodiščne plače in tako naprej, različni dodatki. Zdaj, kar se pa tiče tega vprašanja, ki ste name naslovili, je pa takole, no. Jaz moram reči, da sem si uspel dobiti to sodbo Evropskega sodišča in jo seveda zdaj tudi študiram. Jaz mislim, da na vsak način, v vsakem primeru Slovenija potrebuje nek inštrument, s katerim bo, tako kot smo takrat že predlagali, obvladovala te posebno izjemne situacije. To potrebujemo. In jaz moram reči, glede na to, da smo dali eno šolo skozi, seveda je tudi v interesu nenazadnje ljudi, ki prihajajo, bom rekel, na to mejo. Če so pravila jasna, če so dolžnosti jasne, če so postopki jasni, potem je seveda tudi njihovi interesi, njihove pravice bolje zaščitene, kot, bom rekel, če tega nimamo. Še enkrat pa poudarjam, takšne izjemne situacije, s katerimi smo se srečevali, ni bilo 380, nekaj pod pol milijona ljudi je šlo od septembra do konca marca 2016 in to je za četrtino Republike Slovenije, prebivalstva Republike Slovenije, seveda zato potrebuje država ustrezne inštrumente. Ali je bil ta najboljši, ki smo ga pripravili? Tu seveda so mnenja zelo različna in ja, lahko diskutiramo in verjetno nikoli ne bi čist skupaj prišli, ampak nič hudega, vse to ni nič slabega, je pa pomembno in zato sem prej omenil ta
nek družbeni dogovor, neko resen pogovor, katerega sem sam osebno predlagal že pred 2 letoma, zaradi tega, da si določimo te cilje in na podlagi tega potem tudi oblikujemo te inštrumente. Sicer tavamo, ne, in seveda ne bomo učinkoviti ob morebitni, bog ne daj, neki podobni situaciji. To, da so pa tveganja izjemno velika, je pa jasno. In tukaj si ne gre farbati. Ne? In moramo biti pripravljeni. Ne? Takrat smo, jaz vendarle mislim, dobro speljali, kakorkoli različni programah smo speljali, smo obvladali 95% Sloveniji te situacije ni čutili, ni bilo varnostnih velikih tveganj in tako naprej. Danes je situacija drugačna. Tudi struktura ljudi na teh migracijskih poteh je popolnoma drugačna. In primerjava tistih migracij zlasti iz leta 15 do decembra, januarja 16, pa zdajšnje ne moramo primerjati. Ne. Tako da seveda je bolj zapleteno in zato, ja, moje mnenje je, da potrebujemo nek resen inštrument in jaz verjamem, da bo vlada glede na odločitev Ustavnega sodišča tudi se lotila priprave nekega drugačnega, izboljšenega, nadgrajene rešitve. Ali bo to tista prvotna, ki smo jo predlagali, pa je bila seveda že na nivoju vlade ustavljena, ali bo ta z neko modifikacijo, ne vem, to je težko zdaj, ampak sigurno pa to potrebujemo. Še 2 vprašanje imamo. Izvolite, jaz nimam vprašanja, komentar. Imam samo 3-4 komentarčke, krajše. Dopoldan, pa zgodaj popoldan nosim uniformo, tako da bo moj komentar veščinski. Najprej bi začel z 2 primeroma. Z enim zelo negativnim, kar se tiče migracij, potem pa z enim iz današnjega časa zelo pozitivnim. Negativni primer jaz vedno vzamem iz tistih rimskih časov, ko je na začetku 5. stoletja germanski vojskovodja Odoaker postal rimski cesar, so tudi v Rimu spoznali, da so nekaj v zvezi z emigracijami se vozili. Definitivno. Potem so rabili, in to je tisto, kar nas mora pa malo skrbeti, kar nekaj stoletij, da si je italijanski školen opomogel, pa še v 19. stoletju združil spet v neko državno tvorbo. Tako da so posledice neučinkovitosti napram migracijam občutili kar debela stoletja. Potem pa je pozitiven primer, o katerem mi nekako nočemo kaj preveč govoriti, slišati, ali pa mogoče ni tako poznan. Svoj čas sem govoril s poljskim veleposlanikom v Republiki Sloveniji, ki je rekel, poglejte, mi smo po krimski krizi ne migrantov, beguncev, ki so težji primer kot migranti, sprejeli na Poljsko cca 2 milijona. In smo jih kar lepo že integrirali in zadeve potekajo kar dosti normalno. Tudi takšen pristop je možen. Se pravi, da migracije se da obvladovati. Če pa ne, si pa kaznovan za nekaj debelih stoletij. Kar se tiče Slovenije, sem tam tako lepo slišal 2 besedi. Seveda, država je dolžna ohraniti človekovo dostojanstvo vsakega. Tukaj dvoma ni. To lahko stori na zelo preprost način, tako da kontrolira migracije. Migracije so bile in vedno bodo. Zdaj je samo vprašanje, kako jih mi kontroliramo. Zdaj, Slovenija je to naredila z svojimi silami, zmogljivostmi v tistem normativnem okviru, ki si ga je postavila. Verjetno pa ni dovolj izkoristila to, da je članica tudi Evropske unije. Tam bi mogla biti bistveno proaktivna in skupaj z Evropsko unijo reševati težave od tam, kjer izvirajo. Jaz mislim, da določene slovenske varnostne službe v letu 2015 niso opravili svojega dela. Slovenija bi bila leta 2015 tako bistveno bolj pripravljena, če bi določene službe, ki jih Slovenija ima,
in ima dostop do podatkov tudi iz EU in drugod, lahko upravlja kasneje, ko je gospod Šefic že upravljal kurativo, bistveno lažje, če bi te službe prej zadeve upravljali. Če zdaj določena država ne upravi svojega dela, potem dela popravne izpite. V Sloveniji je nekako zdaj postala splošna toleranca, da 5 popravnih izpitov lahko imamo, potem pa zadeve verjetno gre boljše. In jaz vidim vojsko ne na prvem popravnem izpitu. Slovenska vojska seveda, ko zadeve pridejo proti večkratniku popravnega izpita, takrat pa verjetno mora priti tudi do njenega angažmaja. Za slovensko vojsko, vse, kar je kolega Furlan povedal, se strinjam. Mislim pa, da na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili v letu 2015 in naprej, bi danes mogli vsaj, kar se tiče same slovenske vojske, pa tudi njenega angažmaja skupaj s policijo, ubrati drugačno taktiko, ki je zagotovo bližja taktiki, v kateri je govoril doktor na moji levi, ki je bližja taktiki Avstrije. Avstrija do določene mere globino svojega ozemlja pokriva že vrsto let, to je nič novega, in mislim, da bi v takšnem globinskem pokrivanju mogla tudi v Sloveniji zgodbo obrniti. Pri globinskem pokrivanju policija pomaga vojski pri pokrivanju globin. Toliko, hvala. Ja, hvala. Še eno mnenje smo imeli, brigadir Škrbinc. Ja, koliko imamo še časa. Malo. Jaz bom probal čim krajši, ampak tudi, kot bi rekel, z tega vojaškega vidika, pa iz tega razočaranja, ker ni bilo nekega odgovora, kaj pa zdaj, ali pa predlogov ni bilo veliko slišati. Mi se vedno znova pogovarjamo o teh temah, dokje vojska, s kakšnimi pristojnostmi in podobno. Zaščita in reševanje je že 100-krat izpeta tema, rešitev sistemskih pa nobenih. Mi smo kot rdečo nit v strategijo nacionalne varnosti napisali celovit pristop. Danes smo se polotili teme o migracijah, kot da gre za dva popolnoma ločena ferajna, se pravi za policijo in za vojsko. Ampak ni to ključ. Glejte, mi se bomo hitro poenotili, da so nezakonite migracije politični, sociološki, pravni, ekonomski, logistični, zdravstveni, varnostni problem. Težave bomo imeli, ker se bomo vprašali, ali so tudi obrambni problem. Ali so nezakonite migracije grožnja, ali so nezakonite migracije hibridna grožnja, ali pa so nezakonite migracije celo orožje per se. In seveda s tem, in to je eno vprašanje, na katerega bo morala odgovoriti Evropa in Slovenija. V pomoč temu, kar je rekel gospod Šefic, da je eden od razlogov tudi, da ne znamo, ali pa v pomoč temu, da se bomo vprašali, kaj pa in kako za vojsko, pa mogoče samo nekaj konkretnih primerov. Jaz upam, da vam bo to zanimivo, je pa zelo, bi rekel, taktično in praktično. In vse to, kar bom zdaj naštel, da bi vojska lahko počela, pa ne počne pri nalogi podpori policije ob varovanju meje, bi po mojem trdnem prepričanju lahko počela v okviru obstoječe zakonodaje. Pa če grem samo skozi 4 bojišne sisteme, pa povem nekaj konkretnih nalog. Recimo, če gledamo manever oziroma čisto operativno, kaj bi lahko delali. Nadzor množic, kdo drug kot vojska, ko se pojavi velika količina, kdo bo kontroliral to množico, recimo na mejnem prehodu. Kontrolne točke, blokade cest, patrulje, zasede, preiskava terena,
ožja in širša blokada terena. To so te naloge. Drugo, recimo zelo pomembno, obveščevalne zadeve. Vsi trije, Humint, Sigint, Imint, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo ima takšne Humint zmogljivosti, da bi lahko zase, za Evropsko unijo in za NATO pokrivali cel Balkan. Mi bi morali vedeti, kdaj in kje se koliko beguncev giba že od grške meje ali pa turške meje do naše meje in te informacije deliti z zavezniki. Vrhunsko usposobljen kader v slovenski vojski. Analitika, vrhunski kader za izvajanje obveščevalne analitike. Obveščevalna priprava bojišča. Nihče v tej državi ne zna boljše oceniti, kje so poti, kje se bojo begunci gibali, kdaj se bojo gibali, koliko se bojo gibali in podobne zadeve. V okviru obveščevalne tudi izvedovanje. 300 000 in nekaj bi nas stal kontejner za Pilatus, mi bi našli vsakega begunca po celi meji v no time. 300 000 evrov investicije. Brezpilotna letala, z najboljšimi senzorji, patrulje, opazovalnice, poveljevanje in kontrola, naslednji bojiščni sistem. Nihče v tej državi ni boljše opremljen in usposobljen za načrtovanje kriznega upravljanja. Nihče. Desetine vrhunsko šolanih planerjev ima samo Slovenska vojska. Mi bi morali pravzaprav biti nosilni steber načrtovanja. Infrastruktura, postavljanje različnih poveljniških mest, izvajanje kontrole, se pravi nad tem, zveza, zavedanje situacije, se pravi situation awareness. Mi lahko realno sliko pripeljemo policiji na ekrane Las Vegas, vse vidiš. In na koncu še zagotovitev, se pravi ta logistika, o kateri je tudi gospod Šefic govoril. To lahko postavi kamp v no time. Zdravstvena oskrba, pralnice, tuširnice, evakuacija, prva pomoč, registracija beguncev, administrativna podpora in tako. Zdaj se pravi, vojska ima en kup zmogljivosti, en kup znanja, kar je bottom line vsega tega. Vojska mora biti subjekt. To, da mi dajemo število vojakov policajem, cenejši so preko študentskega servisa. Vojska mora izvajati na meji vojaške taktike, tehnike in procedure pod vodstvom slovenske policije ob uporabi svojega sistema poveljevanja in kontrole. To je moj predlog rešitve. Hvala. Ok, dobro, najlepša hvala. Glede na to, koliko je ura, bi jaz danes zaključila to naše druženje oziroma akademski forum. Jaz sem prepričana, da to, kar ste večina od vas izpostavili, samo dokazuje, da so te teme zelo aktualne, da še bodo zelo aktualne in da se, po moji oceni, v Sloveniji o teh temah premalo pogovarjamo na akademski pa strokovni ravni. Nekaj se od tega sicer lahko zasledi v medijih, pa v politiki, v akademskih krogih pa ne. Tako da jaz bi se ob tej priložnosti zahvalila rektorju Nove univerze, dr. Mateju Avlu, ki je tudi hkrati vodja projekta, da me je povabil k sodelovanju za ta projekt in moram reči, da se počutim dolžna, da še kakšno podobno temo odprem. Sicer smo jih danes že veliko odprli, ampak vsega tega ne moremo organizirati pa speljati, ker bi bilo vsega preveč. Ampak se vam zelo, zelo iskreno zahvaljujem za vaš obisk danes in se seveda moram reči, veselim tudi prihodnjih tem v naslednjih 3 letih, ko bo ta projekt trajal. Tako da najlepša hvala, pa srečno.